Zdravo. Živijo, pozdravljeno. Naj pa zanima vse o kozah. Prišli ste na kmetijo Mali raj, kjer boste videli okrog 100 koz. Kakšne koze pa imate pri vas? Imamo srnasto, to je rjava pasma, in belo sansko kozo. In potem tudi že križane rjavo-bele. To je hlev za njih, imajo vsak svoj boks, kjer one v bistvu tudi mame z malimi, pa vsi so skupaj. Potem pa grejo seveda, ko se začne lepo vreme, tudi vem tukaj zadaj na pašo. Kako je pa ime in koliko je stara? Ona je pa bela, 10 dni je stara, se je pa skotila čisto manjčka. Kako si ti mehka, bila pa koliko pridna. Kaj pa najrajši jejo koze? Koze jejo v bistvu vse, so zelo čiste živali, nočejo jesti nič tistega, kar jim pade dol. Najbolj pa rade imajo listje, trave, pašo in seveda tudi koruzo, pšenico ali pa seno. Koliko mladičev ima ena koza? Koza skoti povprečno skoraj 2 mladiča, tam od 2. do 5. leta. Je pa res, da je to narava, živa stvar, lahko enega, lahko tudi 3, imeli smo lansko leto tudi 4. Enkrat na leto skotijo, se pravi 5 mesecev so breje, potem pa nekaj mesec in pol so mladiči pri mamicah. A mamice koze so skrbni starši? Zelo so skrbne. Zelo pazijo, tudi ena koza drugi pazi, da ne bo mladiča pohodila, bo zelo se umaknila stran. Teda so zelo so inteligentne, zelo so skrbne mame. Tudi ga prepoznajo, če se pase, 50-100 metrov po glasu takega malega, pa točno ve, kjer je njeni in bo šla zraven. A tukaj se pa kozice molze? Ja, tako, to smo zdaj kozje molzišču. Vidite, kako one čakajo vse, da bi se rade pomolze, zato ker imajo mleko in mleko tišči in hočejo, da jih pomolzemo. One vejo, da tukaj je molzišče, da tukaj treba pomolzati. Mleko prihaja. Tukaj zadaj vidiva seno, ko se ne pasejo, mora imeti zjutraj pa popoldne vse polno sena. Polno sena in tu se jim da potem pšenica pa vodo. Kdaj se pa začne vaš delovni dan? Ja, zjutraj, tam okrog 7, pol 8, po zimi malo pozneje, potem pa poleti pa po 6 uri. Seno, voda, potem pa molža in potem se še pa hlev pomete in v bistvu je za dopoldne končano. Seveda tisto mleko pa potem gre tam v sirarno. A se dolgo dela v sirarni sir? Ja, nekje 5 do 6 ur mleko prinesemo iz hleva, je ohlajeno, potem ga damo v kotel, kjer se segreva na 35 do 42 stopinj, se dodaja sirišča po kulture in se to meša, potem pa nekje po 1 uri, pa pol 2 uri se potem sir pobira in se da v zorilnico, kjer sir zori od 2-3 tednov naprej, tudi par mesecev. A tisti siri v siralnici zorijo? Ja, tako, tam sta videli, vsak drugi dan se mora prati, da se bakterije potem operejo in se obrača in potem nekje po 2-3 tednih minimum je sir že zrel. Kakšna je pa razlika med kozjim pa kravjim mlekom? Na prosto oko ni nobene, ampak v sestavu je pa tako, da kozje mleko je lažje prebavljivo, kar pomeni, da ima manj nasičeni maščob in je bolj zdravo in več hranilnih snovi ima, zato ker pač koze so izbirčne živali, jejo samo, bi rekel, dobre stvari. A ta sir je pa narejen iz mleka koz, ki smo jih danes videli? Ja, tako, to so kozji siri, različni pač okusi. Potem pa imate to na kruhu še albuminsko skuto, ki je narejena iz ostankov mleka, ko se sir naredi. To je pa ful dobro. Ja, res. Pa še zdravje.